Evo, začel bom z nekim uvodom, da sem se pač odločil, da tudi končno jaz tole Zoom konferenco naredim, ker je bilo nekaj prošenj, pritiskov, želja. Malo pozno, kriza ni več tako rekoč, ne? Oziroma, mogoče pa drugi val še sledi. Ampak tele Zoom konference so se tako zelo prijele, da bom tudi jaz poskušal eno temo, ki me zelo muči, povezano ravno s korona krizo, obdelati. Namreč moralno razsojanje. To je nekaj, kar me močno bega v teh časih, ko se recimo v Državnem zboru dogajajo ekscesi, kakršne ne pomnimo. Recimo tale interpelacija Počivalška, to se ni dalo gledati. Jaz sem tam videl nek eksces Mihe Kordiša, ne, to je anarhist, popolnoma brez moralne razsodnosti. Potem nek LMŠ-jevec, Robert Pavšič, glava peče. Kaj so si te ljudje dovolili? Se pravi, jaz pri njih vidim popolno odsotnost moralne razsodnosti. Zdaj, to temo bom pa obdelal po ovinkih. Začel bom z enim filmom, kultnim filmom, ki ga je Slovenija malo spregledala, je zanemarjen, to je The Book of Eli. To je Eli. Eli je odrešitev, se pravi knjiga odrešitve iz leta 2010, brata Hughes. Alan pa Albert Hughes sta to posnela 2010. Denzel Washington igra glavno vlogo. Film je kulten, ampak ker poveličuje na nek način Boga pa Biblijo, v Sloveniji ni požel nekega odmeva, aplauza. Potem je pa tukaj še en spregledan film, to je pa film, ki se dotika tudi moralnega razsojanja. Te dileme, kaj je konvencionalno, kaj je postkonvencionalno moralno razsojanje. Unthinkable, nepredstavljivo, s Samuel L. Jacksonom v glavni vlogi, torej tudi iz leta 2010. Oba filma sta genialna v svojem pointu, ampak ta osnovni film, na katerega se bom prl, The Book of Eli, Denzel Washington je ta glavni junak Eli, ki se v postapokaliptičnem času bori, torej, in da bi preživel, je pa čas, ko vlada na zemlji, vsaj v ZDA, kot je to predstavljeno, kaos, anarhija. Se je pa tam na otoku Alcatraz, ki je bil nekoč zapor, blizu San Francisca, v tistem zalivu, vzpostavil pa nek moralni geto, oziroma neka skupnost, kjer veljajo moralna načela. Ampak ta moralna načela so pač dogodki, se dogajajo 30-40 let po letu 2010, se pravi okrog leta 2040 mogoče, ne toliko daleč. Point pa je, da so ljudje brez moralne razsodnosti, da ne vejo, kako bi organizirali družbo. Zato, ker so generacije, ki so zrastle v tem času, postapokaliptičnem času, bile prikrajšane za moralno vzgojo, ki se pa zgodi spontano v primarni družini. Tista primarna družina je bila tam sesuta, ni bilo tradicionalne družine, moški so se tam nekje anarhično bojevali ali pa tudi zaradi odsotne moralne razsodnosti so tistega otroka naredili temeni ženski, ki so spet bile postale ženske, oni so se pa tam krvavo bojevali. In otroci, večinoma je šlo za tako imenovane pankrte, kot so jih ljudje na slovenskem področju pred 100, 200, 300 leti imenovali, to so moški potomci brez moralne razsodnosti, ker niso imeli očetove vzgojne vloge. Se pravi, v tem postapokaliptičnem času je bil Denzel Washington, LA, se je prebijal do tega Alcatraza s knjigo, z Biblijo, soočen z vsemi temi anarhisti, pankrti, ki so neobvladljivo po eni strani hlepeli po užitku, po drugi strani in pa
neka smrt ni bila moralni imperativ, torej bojevali so se na življenje in smrt, moralne razsodnosti ni bilo v tistem času. Edina rešitev za družbo je bila, zdaj tukaj je malo Boga zraven, Bog pomaga temu glavnemu junaku, da bi s to Biblijo prišel v ta moralni geto, na ta otok Alcatraz, kjer so se ljudje hoteli organizirati po moralnih načelih. In nekega moralnega kompasa, in to je bistvo tega filma, bistvo mojega predavanja, moralnega kompasa ljudje niso imeli, zato so rabili plonk cegelc. Biblijo so rabili. Tudi ustave ni bilo, zakonov ni bilo, bila je samo Biblija. Zadnji izvod je bil povrh vsega še v Braillovi pisavi. Denzel Washington, glavni junak, se je na pamet naučil to Biblijo, ker to Biblijo, kot zadnjo knjigo vseh knjig, si je želel in si jo na koncu tudi prisvojil bad guy tega filma. Tudi eminentni igralec, zasedba je kar eminentna v tem filmu in ta bad guy je vedel, da je knjiga orožje, Bertolt Brecht je rekel, vzami v roke, ne, kot orožje, ampak ta bad guy je mislil, da bo s to knjigo, vedel je, ne, s to knjigo se da obvladovati množice, ne da si ti bolj pameten, bolj moder, ampak s to knjigo lahko v imenu Boga, kot samodržec, obvladuješ množico. In ta point je malo napačen tam, ne? Se pravi, knjiga je orožje. Ja, knjiga je orožje zato, da si bolj pamet, ne? Ok, imamo še internet, se zdaj lahko še z internetem plemenitimo v tem intelektualnem smislu. Ampak ta knjiga je dejansko za tega bad guyja poskušala obvladovati množice, misleč, da v Boga je Boga, bi v Boga je tega samodržca. Ta samodržec imel to ambicijo. Denzel Washington je pa rekel, s to knjigo, ne, ko se je prebijal v ta moralni geto na Alcatraz, to getoizirano moralno družbo, s to knjigo se da družbo organizirati. Ker ljudje niso takrat v apokaliptičnem času čutili moralne razsodnosti. Point mojega predavanja pa je, da pravi moški, zdaj tukaj je treba tudi razlike delati med moškim pa ženskim moralnim razsojanjem, pravi moški ne zakonov, ne ustave, niti Biblije, oziroma Boga, ki ga bi videl, da on ne bi počel prepovedanih stvari, nekih pizdari, če se tako izrazim. Ne? Jaz sem s tem pointom leta 2012 pristopil k referendumski kampanji. Moja kampanja se imenovala za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. In sem bil mnenja, še vedno sem mnenja, da istospolni partnerji, naprimer dve lezbike, ne morejo dostojno vzgajati, gor spravljati nekega otroka, sina, kot dve vaginalni biti, kot sem se izrazil v državnem zboru. Ampak otrok, deček, rab moškega, da mu s kastracijsko bojaznijo zapeče fundament v moralnem razsojanju. Zato sem se jaz takrat angažiral in imel tudi kampanjo, ki je nosila ime za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Leta 2015 se je moja kampanja drugače imenovala. Tudi takrat sem sesuval družinski zakonik, tisto novela, ki je bil na popolnoma moralno spodletel način plasirana v državni zbor. 4 člene so spremenili, Levica, z veliko pisano, Cerar je pa to sprejel. 4 člene, to je tako moralno pokvarjena gesta bila. Da je zadeva šla pa spet na referendum po 3 letih in tam sem jaz pa imel kampanjo, ki se je imenovala Levičari za pravice otrok do očeta in matere. In sem bil spet uspešen, so mi zahvaljevali. Tisti na desni so rekli, 100 000 levičarjem si ti dopovedal, da otrok rab očeta in mamo. Seveda sem dopovedoval in se odrekel in prijateljev moje osnovni politični opredelitvi in sem ravnal nekaj, kar je moralno prav. Ker jaz pa imam čut za moralno razsojanje, postkonvencionalno moralno razsojanje. No, in v teh kampanjah 2012 sem bil na škofijski gimnaziji na neki okrogli mizi, kjer sem te zadeve kot levičar predaval in dijakom, učiteljskemu zboru, in tam so mi
prišli smetiti legibitrovci, neki geji, in so žvižgali, me prekinjali, celo okroglo mizo. Jaz sem pa dodal, sem rekel, poglejte, to je eklatantni dokaz, da fantje brez moralne razsodnosti, ni problematična njihova spolna usmeritev, ampak spolna usmeritev pa moralna nerazsodnost prihajata v paketu. Ker so mnogi geji nepravilno razrešili Oedipov kompleks, ker ni bilo močnega očeta, pa nežne mame, ampak je tam bila neka falična mama, pa nek odsotni ali pa kastriran oče. In potem to zaznamuje spolna usmeritev, jo obrne v gejovsko, ampak ni problem homoseksualna sama po sebi, problem je moralna nerazsodnost mnogih gejev. To je problematično. Vse mnogi geji so bili spolno zlorabljeni, zato so postali geji v pedofilski neki spolni zlorabi. Ampak te nisem jaz tam tematiziral. Sem pa tam na škofijski gimnaziji v enem trenutku pa rekel, da jaz ne rabim Boga, da bi vedel, kaj je moralno prav. Zato, ker čutim globoko v sebi, ker sem pravilno razrešil Oedipov kompleks, čutim globoko v sebi, kaj je prav in kaj ni prav. In tega pointa niso želeli na škofijski gimnaziji ovekovečiti, tako da bi dali to snemano okroglo mizo na YouTube. Ko sem jaz rekel, da jaz ne rabim Boga, da bi čutil, kaj je moralno prav, je završalo v učiteljskem zboru, tam so bili pa vsi neki verniki, kristjani, ker je to krščanska šola, škofijska gimnazija, in to jim ni bilo všeč, ker tam bi pa radi, da vsi verjamejo v Boga in Bog ti kaže, kaj moš narediti. Ne, pravilna moralna razsodnost je, da ti notranji moralni kompas pove, kaj moš delati. In največji problem verskega fanatizma, zdaj v tem trenutku ne krščanskega, ampak islamskega fundamentalizma je, da na mestu močnega nadjaza prebiva šeriatsko pravo. Koran, Allah. To je problem islama. In ta militantna religija ima tam zapisane zdrse, v imenu katerih se dogajajo talibani pa džihadisti, sveta vojna, sveti vojaki so džihadisti, mudžahedini se jim drugače reče. In to je problem verskega fanatizma, ker ni očeta, ker njihov oče, oedipski, se pa bal, koga že? Allaha, Korana, šeriatskega prava. Moj fota se ni ničesar bal, sem se pa jaz njega bal, ker me je v red spravljal tako, in to bo potem bistvo mojega predavanja, nadaljne bistvo, da tako mi je zapečatil fundament moralnega razsojanja, da jaz danes vem, kaj je prav in kaj ni prav. In zdaj pa prehajam na to psihoanalizo, psihoanalitični del predavanja. Namreč zdaj vam pa moram, ker to Freud ni naredil na tako eksplicitni način, razložiti, na kakšen način človek moralno razsoja. Namreč, Oedipov kompleks je stebrni kamen psihoanalize in moralnega razsojanja. Zdaj, če bi dal zelo tolo knjigo Metapsihološki spis iz leta 87 je. Tele na strani 334 piše, da je nadjaz, ampak Freud ga tukaj sinonim imenuje ideal jaza, dedič Oedipovega kompleksa, v tem spisu jaz in nadjaz, jaz in ono, mislim, da je celo poglavje. Freud tukaj razloži, ne samo tukaj, na mnogih mestih, se da razbrati, da je pravilno razrešen Oedipov kompleks ključen ne samo za razvoj spolne identitete, spolne želje, ampak moralnega razsojanja, vsakega poznejšega moralnega razsojanja. In tudi reče, skozi vpeljavo fenomena ali pa koncepta kastracije, kastracijskega kompleksa, da ženske ne morejo pristno moralno razsojati na način, kot so tega sposobni moški. To Freud eksplicitno pove,
Lorenz Kohlberg je pa čisto mimo Freuda s testi dokazoval in dokazal. To je nočna mora za feminizem. S tem se zdaj ukvarja. Radi bi se suli Kohlberga in Freuda. Nemogoče. Kohlberg je dokazal, da se ženske v moralnih situacijah, kjer je treba postkonvencionalno, po Kohlbergu rečeno, postkonvencionalno moralno razsoditi, se ženske ne znajdejo. Ker one pridejo na najvišjo stopnjo na konvencionalno moralno razsojanje. In potem ti dobiš ministrico, ki reče, v primeru koroških dečkov, govorimo o ministrici Ani Kopač Mrak, tudi ministri nismo nad zakoni. In se slepo držijo enih zakonov, v tem zakonu pa piše, da dedek in babica nista primerna nadomestna starša rejnika svojim vnukom. To piše in se tega držijo. Če bi bil jaz za minuto minister, bi takoj kršil ta zakon, tiste dva koroška dečka, bi dal lepo detku in babici. Drug dan bi bil interpeliran, bi odstopil, ampak jaz bi delal nekaj, kar je prav, ne nekaj, kar piše v zakonih. Zato, ker jaz ne rabim zakona, ne Biblije, ne ustave, ker čutim, kaj je moralno prav. No, zdaj, skozi ta Oedipo kompleks pač povem. Govorim pa zdaj pa o dečku, o deklici bom potem povedal, na kakšen način ona ne more postkonvencionalno moralno razsojati in zato ženske, ker nima tega čuta za najvišjo stopnjo moralnega razsojanja, ne bi smele biti na nek način upete v vse te pomembne družbene podsisteme na vodilnih položajih. Tam imamo pa same direktorce, centri za socialno delo, same direktorce, sodstvo, družinska sodišča, same sodnice. Potem pa tam linčajo neke moške, ko pride tam kastrirani in oni sadističnim užitkom v objemu zavidanja penisa, ki je nezavedno, demolirajo sadistično to moško populacijo, očete. No, Oedipo kompleks je pa ključen, ker v sebi nosi fenomen kastracije. In deček v eni fazi spozna, da je njegov lulček, mezinček, kastratibilen. V eni fazi, tudi oedipska falična faza, on spozna anatomijo genitalij nasprotnega spola. Sebe prepozna kot kastratibilnega. Se pravi, ko vidi deklico, kako čepe lula, tisti kastracijski res opazi, on prepozna svoje telo, svoje mednože, svoje genitalije, svojega lulčka kot kastratibilnega. In potem v miselnih dogajanjih v tistem času, pri 3, 4, 5 letih, on logično sklepa, da se tudi njem da lulčka odrezati. Odrezati in postane potem deklica. In te groze on ne prenese. In ta groza je zdaj pa povezana s tisto primarno, osnovno željo, ki si jo ne sme želeti. Deček si najbolj želi celo otroštvo mamico. Mamico si želi. Ampak mamica je pa v oedipalni fazi transparentno objekt želje ali pa njegova lastnina očeta. Se pravi, kaj deček ne sme? Deček si ne sme želeti mamice. Mamice se ne sme želeti na način, kot si jo želi moški oziroma oče. Oče pa mamica po noč spita, potem v miselnih sistemih se poraja ideja, da lulček, ki ga ima očka, neprimerno večjega, to si moški želimo imeti te velike makine tam med nogam, oči ima tam nekaj večjega, jaz pa tisto muhco, on pa tam pitona. Po noči one dva, oči in mamica skupaj spita. In nekaj počneta med sabo. Je rekel mali Hans Freudu. Vsak deček razmišlja in kompatibilizira očetove mamine genitalije, tam nek brate, sestrica, v trebuščka pride, kako to, po kjeri poti, a oči ima neko pomembno vlogo. Tam mora on s tim lulčkom nekam not dati tega dojenčka, da on tam not zraste. Logično sklepa. Se pravi, način, na kakršen si oče želi mamico in jo ima, ker po noč skupaj spita, in mora se to zgoditi, si jaz želeti mamice ne smem. Jaz, mali Oedip, si mamice ne smem na tak način želeti. Pika, amen. Ker če si tako želi mamice, kaj sledi? Kastracija.
Potem mi ga pa fotor odreže, ne. Potem pa jaz kot deklica, brez lulčka. Lulček pa igra pomembno erogeno cono v tistem času. Stoje se da v loku lulat, tudi tam se ga da po konc postaviti, ne. Mal, če se ga draži, je lušen, ne. In deček spozna, da si ne sme želeti osnovne želje. Ne sme si jo želeti, mamice si ne sme želeti. In ta paradigma, da si jaz nekaj, kar si strašansko želim, ne smem želeti, ker sledi kastracija, je osnova za vsakršno poznejše moralno razsojanje. Jozef Fritzl ni imel očeta oedipskega in teh miselnih procesov, povezanih s kastracijo, Jozef Fritzl ni imel. Ni ponotranil temeljnega imperativa človeški družbi, ta bo incesta. To je biser na kroni močnega nadjaza. Fritzl tega ni imel. Še marsikdo tega ni imel. Ne? Serijski morilci tega niso imeli. Breivik tega ni imel, ker ni imel oedipskega očeta. Ne? Pankrti nekoč. Ne to, da niso mamica pa oči poročena, ampak oče je neznan, tam nekje ni vzgojno prisoten pri vred spravljanju sina, ki so mu ljudje dali ime Pankrt. To ni problem, da sta oče in mamica morata biti poročena. Ne, tudi ni to problem. Pa imel jaz 2 Pankrta, ker nisem poročen. Ne? Problem je moja očetova vzgojna prisotnost pri vred spravljanju sina. Ker vsakršno poznejše moralno razsojanje temelji na tem oedipalnem kastracijskem fundamentu. Ko si v odraslosti soočen z neko situacijo, kjer je nekaj luštnega, veš pa, da to ne smeš narediti, ti to narediš, če misliš, da te noben videl. Se pravi, tisti, ki nimajo postkonvencionalno moralno razsojanje in najvišje stopne moralnega razsojanja, oni so samo na stopni srednješolskega moralnega razsojanja, najstniškega, otroškega, ne predkonvencionalnega, ampak konvencionalnega. Ko ti veš, da konvencije, kakšne so ustava, zakoni, pa tudi Biblija, prepovedujejo ne laži, ne kradi, tiste božje zapovedi ali pa tisti grehi, ki so 7 grehov, ti to veš in potem imaš izkušnjavo. A bom ukradel nekaj, kar je luštno, milijon, pa ga imel tam, pa bom zapravljal, sej me noben ne bo videl, ali bom prijatelju babo nažgal, najboljšemu prijatelju, no skozi skupaj, on je šel zdaj 3 dni na kongres, ti misliš, on se dol dal, jaz mu pa babo nažgal. Ženska se da hiter prelisičiti, zmanipulirati, nagovoriti, da se pravi z najboljšim prijateljem od svojega moža dol da. To je ženski v nek svojvrsten užitek. To je Freud dokazoval. Ravno zato, ker nima takega moralnega razsojanja, kot ga ima moški. Ženski je neverjetni užitek, če se da dol s prepovedanim objektom želje. Duhovnikom, predsednikom, se pravi najboljšim prijateljem svojega moža, to se babe znajo kar spečati. Neverjetno so sugestibilne, dojemljive za to vrsten seks. Moškemu, ki ima pravilno ponotranjen moralni kompas, pa seks z najboljšo ženo najboljšega prijatelja ali pa punco nemogoče. Celo obratno se zdi, tvoj prijatelj, ma grdo babo. Tako ti vidiš, če si moralno razsoden in ti tudi podrazno ne pride na misel, da bi mu jo ruknil. Če si moralno razsoden. Kar pomeni, da imaš tabu incesta stihijsko porazdeljen tudi med svoje prijatelje. Ti, če si moralno razsoden, prijatelju nikoli babe ne boš ruknil. Ne boš kradel, ne boš lagal, ne boš goljufal. Ne boš moralno izprijen, če si pravilno razrešil Oedipov kompleks. Ker v situaciji, ko si ti v tej izkušnjavi, da nekaj narediš, pa veš, da je moralno prav, se ti v tej situaciji, ko se ti želja začne želeti nekaj, kar si ne sme želeti, se ti nezavedno, asociativno poveže na osnovni fundament, oedipalni, kastracijski fundament, jaz si mamice ne smem želeti, ker sledi kastracija, če si želim nekaj, kar si ne smem želeti. Ta fundament, ki ga ženska nima, ta fundament
se aktivira, ko si ti v situaciji, da goljufaš, da kradeš, da lažeš, da si v enem haremu, ki ne sodi. Rekel, tisti tvoj življenjski kontekst, če imaš ljubečo ženo, ki te ne vara, ki je, ne vem, in sploh, par otrok tam okoli, ti ne boš šel v promiskuitetnost, ne? Ker se to ne sme. Ampak ne zato, ker to piše, ker to Biblija pravi, ker Bog Božje zapovedi, ne čistuj, ali pa ne želi si ženske svojega najbližjega, ne, to ti piše. Ker zdaj ti, če ne veš, če ne čutiš, ne, v tem filmu, pa te ljudje tega ne čutijo, ker niso odipalne scene doživeli, moš pa to prebrati v Bibliji, ne, moš prebrati. Etični kodeks, zdaj ga ima poslanci, ne, tudi etični kodeks je na nek način nezapisan, ne, nekaj so zapisane stvari v ustavi, nekaj je pa zapisano v Bibliji. Ampak če imaš ti Oedipo kompleks pravilno razrešen, ne rabiš Biblije, ne rabiš ustave, ne rabiš zakonov. Zato, ker imaš moralni kompas ponotranjen. Tega Pankrti nekoč niso imeli. Tega danes nimajo anarhisti. Tisti, ki kolesarijo, ki ne spoštujejo reda, ki ne spoštujejo fair playa. Ker oni, ko delajo te prepovedane stvari, se pravi, karantena je, oni grejo pa tam kolesariti, pa protestirati, ker imajo nek čuden odnos z Janšo, z desno-sredinsko vlado, njim se sprožilec ne zgodi, se pravi, nekaj, kar je prepovedano, jaz počnem. Ampak on nima fundamenta, ki bi se mu sprožil, želje, jaz si pa tole želim, jaz bi pa zdaj na nek podu način sesul vlado. Ne vem kako. Najraje bi še naredil neko državni udar. Da Janša ne bi, ne? To razmišljajo, tako razmišljajo anarhisti. Ali pa tudi neki politiki tam na levi. Ala Miha Kordiš, ne? To je popolnoma brez moralnega kompasa, ne? In ob sprožilcu, da jaz bom pa zdaj naredil nekaj, kar se ne sme, vest njega ne more peči, ker nima fundamenta, nič se mu ne sproža v povezavi, jaz si mamice ne smem želeti. Nobene groze kastracijske strani očeta ni čutil, da bi se mu to naselilo v fundament, ki bi se mu aktiviral, če bi si nekaj želel, kar si ne smem želeti. Ker spoštujem fair play. Ti, ki stavkajo, protestirajo, počno pizdarje, ali pa opozicijski poslanci, ki spotikajo vlado, ki popolnoma legitimno se je in konstituirala in vlada, zelo legitimno, ampak zamira do Janše kot naslednjega nekega negativnega očeta, pa ta transfer, to čustvovanje negativno, povzroči, da opere možgane na agresijo temu z opozicijskim politikom, ne? Nekateri so še sugestibilni, lahko da tale Pavšič ni toliko pokvarjen, ampak se mu je zaukazalo, zdaj pa ti tole, če češ ti kam priditi, boš pa zdaj škaf gnojnice zlil po Počivalšku. Ne, po Počivalšku. In pa on to naredi, v osnovno moralno razsojanje ima pa konvencionalno. Ni predkonvencionalen, ni postkonvencionalen, ampak je konvencionalno moralno razsoden. To je tam babja stopne moralne razsodnosti. Za te babe pa te pokvarjence rabiš pol pa, ko voziš, znak, da ti poveš, koliko lahko pelješ, ne? Jaz recimo vem, koliko moram peljati in jaz imam največje probleme, ker vozim po mojem moralnem kompasu, ne? Pa tam znak, 50 skozi naselje, 50, ok, se jaz peljem 50, pa 30, če je 100 ljudi na cesti. Pa lahko 50 peljem, jaz peljem 30, ker jih vidim to, pa vsak ti lahko na cesto skoči. Ampak nedelja zvečer ti pa tam te policaji čakajo v zasedi, sadisti. In ti pa pelješ 63, hopce fizl pa te imam. 300 evrov, polovička, ne vem, 150, pa 3 kazenske točke. Zato, ker jaz kot moralno razsoden, in družba bi mogla hlepeti po moralno razsodnih moških. Jaz sem moralno razsoden, ampak ne morem pa tiste znake gledati, ki so tam zabave pa butle. Pokvarjence. Oni gledajo, koliko pa, tokle moram peljati. Jaz sem pa v osebnosti, moralni kompas pa ponotranjen in imam problem s takimi neživljenjskimi
ukrepi, zakoni, ne, jaz sem s tem problem. Sam dobim iz Fursa nekaj, da jaz nekaj nisem plačal za neko garažo, ki sem jo 2 leti nazaj prodal. In pa jaz kličem, čakajte me, kaj vi meni pošiljate za davek od, ne vem, premoženja, zemljišča, ne vem kaj, če jaz te garaže že 2 leti nimam. Napišite pritožbo. Hej, punca, kako pritožbo? Vi ste ga usrali, jaz sem pa pritožbo pisal. Jaz sem vam cajta zgubil za to. Vi pošlihte to, jaz vas pokličem, vas obvestim, rodi stvori. Če si moralno razsoden, se boš potrudil. Če si moralno razsoden birokrat, se boš potrudil. Tam pa ena farčafela, ja, napišite pritožbo. Ne, klical sem vas, ne. Ja, taki so predpisi. In se drži kot pijanec plota predpisov. Ne, tako kot se drži predpisov, tam neka, ne vem, v Tarči je bila, so napičili Pečečnika, pa še prej Počivalška, ne, pa tale Gale, ne, to je pisun, ki se je držal kot pijanec plota konvencij, ni bilo javnega razpisa. Človek, Ivan Gale, po mojem videnju, ni moralno razsoden s postkonvencionalnim moralnim razsojanjem, ampak se boji samega sebe, lastne sence se boji, kar pomeni, ne, da se je on podpisoval pod neke pogodbe v vrednosti par milijonov, ne, on je bil podpisan, pa zdaj. Mogel bi biti javni razpis, tega pa ni bilo. Ja, kdo so me prosili, ja, Počivalšek je mislil, da bom to jaz. Pa Počivalšek rekel, tako kot je rekel, v Tarči in vseh intervjujih, tudi v interpelaciji. Ravnali smo tako, da je bilo to dobro za državo. Čez noč smo zrihtali tisto, kar se je dalo v tistem danem trenutku zrihtati. Nismo mogli javni razpis, krščili smo mogoče neke tam interne paragrafe, zato ker smo ravnali tako, da zaščitimo narod. Nismo se pa držali vseh nekih alinej v tem nekih odlokih o javnem naročilu ne vem česa. Mi smo imeli tako rekoč vojno stanje, ne moreš se ti paragrafov držati. Če se držiš paragrafov, si pisun ala Ivan Gale, ne, če si pa postkonvencionalno moralno razsoden, si pa minister Počivalšek. Kar pomeni, da pač Počivalšek, po mojem videnju, pa z vsem cold readingom, ki ga premorem, ta človek, tudi Pečečnik, pa še marsikdo, mogoče anonimi, so zato, da bi rešili narod, kršili neke mini zakončke pa odloke. In naredili nekaj, kar je dobro za narod. Temu se reče postkonvencionalna moralna razsodnost. Da narediš nekaj, kar se mogoče ne sme narediti in celo veš, da bojo tam neke hijene, neki vojni dobičkari mogoče zaslužen kak evro ali 2.000 ali 100.000 evrov. Ne vem, 100.000 verjetno ne, ampak nekdo bo nekaj zaslužil. Zdaj, zato da nekdo ne bo nekaj zaslužil, bomo mi, ne vem, 14 dni pozneje maske dobili. Ker bomo najboljši ponudniki poiskali, ja ne, zdaj tele bom preplačan za 10.000 evrov. In pol reče gospodar, minister gospodarstva, ko je zdaj 10.000 evrov, če moramo mi jutri imeti te maske, pa respiratorje. Ja, te so malo slabši. A če bomo hoteli boljše, vsi hočejo boljše, mi lahko tole dobimo, a to za prvo silo dober je. In če si moralno razsoden, boš naredil nekaj, kar je dobro za narod. In boš čutil ugodje, plemenitost, dobroto, srečo boš začutil. In kršiš par odlokov. Temu se reče postkonvencionalno moralno razsojanje. In ta zdaj minister je deležen zlivanja gnojnice, interpelacije. Vsi točijo po njem z vsemi topovi. Nacionalna televizija, Pop TV, A kanal, to so vsi izživljajo sadistično nad Počivalškem, ker je šel desno-sredinsko vlado. Pa ti kolesari. Ja, mimo voljivci, ne, on je nekaj naredil in bil izvoljen in je zato minister, že drugi mandat. Ali tretji, bom rekel, ne, se je bil v Cerarjevi vladi, Šarčevi, pa še zdaj. Pa ta človek je spoštovanja vreden. Gre v desno-sredinsko vlado, pa levičar je, ne, paste. Počivalšek je močan levičar, zato ker ga poznam, njegov pedigre, tam gor v Gaberskem je bila njegova mama doma, njegova stara mama, Francka,
partizansko ime Brigita Unetič, prvoborka. In ta človek ima, tako rekoč, partizanski pedigre in gre v desno-sredinsko vlado. Zakaj že? Zdaj ne bom rekel, da je to moralno prav, ker verjetno se si malo tudi ritrešval. SMC-a ne bilo več, če ne bi šli v vlado. Ampak po drugi strani pa tudi ta logika, ne? Če gremo mi na predčasne volitve, ne da SMC-a ne bo več. Problem je, da bomo mi Lombardijo dobili. Zdaj greš pa v posteljo s Hudičem. Ne? S Hudičem z Janšo. Tako ga nekateri na levi vidijo. Ampak zdaj ta Janša pa ne vlada slabo. Ne vlada slabo. Vsi parametri kažejo, mednarodne primerjave, da ta Hudič, kot ga nekateri imenujete, vlada pa dobro. Kaj pa zdaj bo pa ponovno izvoljen? Čakajte malo. Naj bo ponovno izvoljen, če dobro vlada, ker je to dobro za državo. In to, če je nekaj dobro za državo, to pomeni, da je to veto v postkonvencionalnem moralnem razsonju. Nekaj, kar je dobro za državo. Je to veto in tvoja politična usmeritev ne sme biti ključna. Ti ga ne smeš spotikati, ker to ni moralno prav. Ker če ga spotikaš, spotikaš lasten narod, za katerega ta Hudič, Janša, skrbi. Ne moreš tega narediti. Moralno prav je veto v tem trenutku. Ali pa še bolj v korona karanteni. In ti anarhisti, brez moralnega nadjaza, sami neki džokerji, če ste gledali film Joker, sej Joker je koristen v eni točki, ko je treba usekati. Ampak zdaj imamo pa čase, ko ni treba usekati, ko se je moralno prav držati fair playa. Fair play pomeni, da ne kršiš pravil, ampak tist, ki je zmagal, legitimno sestavil vlado, desno-sredinsko, se mu ne rabiš čestitati. Niti ga ne rabiš, vsaj 100 dni ga ne spotikaš. Opozicija, kolesarji, anarhisti, pankrti, z malo pisano, da ne rečem, te se niso držali osnovnih načel političnega bontona. To ni moralno prav. Po mojem videnju, in to bi bil point tega mojega predavanja. Zdaj bom rekel, v Braziliji, pa tudi stavkajo, ampak ne anarhisti, tisti v favelah, tam imajo čudne družine, ali pa tudi ne čudne, ker se imajo radi, če že denarja nimajo. Tam je polno kužb. Protestirajo pa proti vladi, moralno razsodni ljudje, protestirajo proti vladi. Pri nam protestirajo anarhisti, v Braziliji pa protestirajo tisti, ki hočejo države izsiliti, moralno odgovorni, da naj država ima ukrepe, ker jih ima cel svet. Brazilski predsednik, pa ne, pa brazilska vlada. In proti tem stavkajo v Braziliji. Pri nam imamo pa razne levičari z veliko pisana, razne kulturnike, ne kulturnike, to so zelo nekulturniki, umetnike, moderne umetnike, ki se tam slačijo pred kulturnim ministrstvom. Njihova umetnost je, da glava peče, posrana do konca. To so levi, zame, levi lenuhi, ampak ne bom o tem govoril, ker sem to na 100 drugih mestih že povedal. To, kar se grejo, tisti, ki nimajo neke volje, da bi normalno delali, oni mozijo to kravo, imenovano država, državni proračun, in svoje nebuloze razglašajo za umetnost. In pa grejo stavkati, da ne morejo več umetnosti izgajati. Osu z repom useka po slikarskem platnu in pa tam reče, to je pa vrhunski umetnik. Ja. In pa gledajo tisto čudo imenovano moderna umetnost, nek na platno, ko bi Miroja gledal. V resnici je pa osu z repom usekal po tistem platnu. In to zdaj, tek se afnajo, ki bi rad, vsak kič, pa vsak zmazek, vsako afnarijo razglasili za umetnost, ti stavkajo. Ker bi radi brez dela prišli do državnih sredstev in jih dobijo v obliki nekega UTD-ja. Zdaj. Ampak ta Janša, pa namerava te kulturnike, umetnike, sodobne, umetne, ured spraviti. In zdaj proti
fotru, ki bo red spravil, stavkajo, ker mi ne bi nič delali, mi bi se šli umetnost, pa rad veliko denarja imeli. Država kupuje naše kvazi umetnine. Ne? In ta leva država je to delala, levi režimi, levica, ne, jih je podkupovala svoje voljivce tako, da jim je dajala za njihov leninitis in njihovo moderno umetnost, jim je denarce dajala. Čakajte malo, kdo pa red naredil, ko pa mi se trudimo, ko zmešani, da preživimo in uporabljamo nekateri umetnost, gledališko, recimo jaz, zato da preživim, ampak jaz moram narediti tako mojstrovino, da bom šel na oder, šel sem pa zdaj 200-krat, 200-tič sem bil tam nekje marca na odru z razočarno gospodinjo pri seksologu in zaslužil to, da sem spodobno živel. Z nobenimi subvencijami, vsi so me spotikali, nikjer nisem smel v določenih kulturnih domovih gostovati, kakšen Cankarjev dom, ne, kjer bi se zbralo 400 ljudi, nisem smel priti dvorano s 400 ljudmi, pa ne dobiš kar tako. Kino Šiška, kje bo šel vodeb? Tam je vse ingerenco levice. Ne? Nobena, samo leva umetnost je tam, ki sploh ni umetnost, ki je navaden kič. Ne? In zdaj bo pa Janez Janša temu naredil konec. Temu ga sesud. Čakajte malo, sestavo je legitimno vlado. Desna sredinska vlada se je sestavila zato, ker je on, rekel, Serpentinšek dol skočil iz aviona, zdaj se pa ubite. Pa tega Serpentinška jaz nikoli nisem kritiziral, zato ker je Serpentinšek. Ker moje mnenje je, da je 10krat teže narediti lik Serpentinška in ga igrati, kot odigrati Hamleta v Shakespearju. Ne? Hamleta pet tam, gledališki igralec, kjerkoli, odigrej ga. Lik Serpentinška moraš pa malo pameten biti. In malo pameti ta Serpentinšek Šarec ima. Ampak je pa delo zdrse. Ko je delo zdrse, takrat sem ga, šele takrat kritiziral. In tudi Janšo sem kritiziral, ko je 30% dvignil plače. Takrat sem jo. Ampak zdaj pa kritiziram anarhiste, ki sesuvajo desno-sredinsko vlado, ko ni trenutek za to, da se to sesuva. Ker je ena sama patologija v času korona krize. Ker psihopati pridejo ali pa ranjene duše do izraza. Ranjene duše. Imajo neporavnane račune z lastnim očetom, pa točejo z vsemi topovi po Janši. Ki verjetno ni biser. Jaz ga ne poznam, ni pa psihopat, po moji percepciji. Tale Zihrl nekoč je fejst pokasiral, ker ga je Janša pa tožil. Zdaj isto zgodbo Gorazd v Mrevlje dela in ga javno kot psihiater diagnosticira. Pa pet sprav se ti na Šiškota, na vardiste. Te pa so pretegnjeni, te nimajo postkonvencionalnega razsojanja. Če si vardist, moraš vedeti, da je moralno prav to, da poveriš varovanje države policistom pa vojski. Ne moraš pa ti trebušasti vardistom biti podrepnik enega narcisa s tisto rdečo kapico. Če si moralno razsoden, ne greš v vardo. Varuješ svoj dom, se ponuješ sistemu, državi, da si del, ne vem, civilne zaščite, se vključiš v rezervne sestave vojske, pa policije, ne moš pa ti tam igrati pajaca z larfo, pa sem z nekimi igračkami tam se metati po tistem blatu. S Šiškotom, ne? Ker Šiško je tam patron, ki rabi diagnosticiranje psihiatrov. Janša pa rabi lojalnost intelektualcev. Ne pa, da se 75 intelektualcev podpiše, da se desno-sredinska vlada ne sme konstituirati. 75, paste, pametnih ljudi. Ali pa zdaj 100 podpisnikov Vesna Vogodina, ki je sicer pametna že je, moralna razsodna pa ni. Ker kastracijske bojazni pa ni imela, ne. Gale naj dobi ne vem kako državno priznanje. Zakaj? Za strahopetnost? Pa zato, ker konvencionalno moralna razsoja. Spomenik bi se moralo postaviti Počivalšku. Pa tudi celo Pečečniku. Pa te alfa samci imajo svoje zdrse, največkrat povezane, moralne zdrse, povezan z babami, ne? Ampak tle klecne, še tako moralno razsoden moški, klecne pred žensko, ker je ujetnik želje po materi. Ne? Kaj naj zdaj še rečem? Kolberga sem omenil, mogoče bom rekel, da sem jaz moralno razsoden. Ampak, če bi bilo treba
če bi nekdo meni rekel, zdaj bo šel pa ti v zgodovino, pa šel tam enega ubiti. Življenje bom nekoga ob življenje spravil. To pa moralno razsoden moški ne naredi. Koga je bilo pa treba? Hitlerja. To pa grem, ne? To pa grem. To sem se enkrat sam sebe rekel, dal v moralno situacijo. Koga bi šel pa jaz ubiti? Ja, Hitlerja bi pa šel, zato ker je kriv za milijone žrtev. Zdaj, če ne bi bilo Hitlerja, vem, da bi se zgodovina spremenila. Bog ve, kaj bi ratal. Ne? Zgodovina ljudi, človeštvo je rabila mogoče to izkušnjo. Zato, da se znamo brzdati v tem tanatosu, če se freudovsko izrazim, pa ne uporabljam tega izraza. Ne? In zdaj pa pride ta film Unthinkable, ko je Samuel L. Jackson nekega mudžahedina mučil pred njegovimi očmi, zato da bi izdal, kje so 3, oziroma izkazalo se, da 4 atomske bombe, skozi katere, če se eksplodira, bo umrlo par milijonov ljudi. Par milijonov ljudi, zdaj boš pa ti izsilil informacijo, tako je bilo v filmu prikazano, film nepredstavljivo, informacijo, kje so te 3 oziroma 4 bombe. Ne? In potem je pred njegovimi očmi prerezal vrat njegovi ženi. In tam je bila tale agentka, igrala je pa, ne vem kako je ime, igrala je Trinity v Matrici, 1., 2., 3. del s Keanujem Reevesom. Ne? Ta ženska je tam igrala sočutno žensko, ki je rekla, mi smo ljudje, mi tega ne delamo. Samuel L. Jackson. Ne? In to je zdaj dilema tega filma. Ali ima on toliko sadizma, pa toliko patologije vseb, da je sposoben tem eni nedolžni ženski, ki je slučajno žena tega mudžahedina, vrat prerezati. In je. Nepričakovano je. In ta mudžahedin se ni sesul. Potem so pa poklicali pa 2 njegova otroka. 2 njegova otroka. In ta 2 otroka so nameravali mučiti pred očmi tega mudžahedina. To bi rekel, to naredil sam pošast. Samuel L. Jackson je tam v situaciji, ko ne veš, ali je pošast, ali ima postkonvencionalno moralno razsojanje. In njegovi sklepi so bili, ali bo 6 milijonov ljudi umrlo, ali bomo tega izsilili informacije skozi otroke. Ne? In on je izdal 3 bombe, ne? Samuel L. Jackson je rekel, ne, še 4. je. In izkazalo se je, da je. Ampak ta mudžahedin je sebe ubil. In ni izdal, ki je 4. bomba, ampak na ta način je pa dosegel, da njegove otroke niso ubili ali pa jih mučili. In ta film, Unthinkable, je izjemno pomemben film pri razjasnevanju dileme, kaj je moralno razsojanje, kaj je postkonvencionalno, konvencionalno, kaj je žensko moralno razsojanje. Ker tam je ena ta agentka ženska, ne, so se pa otroci smili, pa ženska si je smilila. In zaradi tega, ker je tako trpela, zaradi smiljenja, ni pristala na mučenje ženske ali pa na idejo mučenja. Ne. Zato, ker je zaradi sočutja lastnega, ki ga imajo ženske, ki najvišja stopna moralnega razsojanja, je konvencionalno moralno razsojanje pri ženskah. Navidezno so počasih v določenih situacijah ženske bolj moralno razsodne. Navidezno. Ampak ona svoje moralno razsojanje gradi na samosmiljenju, ki je fenomen kastracije. Ženska, ko spozna, da nima lulčka, tam obstaja pa deček z lulčkom, kdo je to meni odrezal, pa se jokat začne, jaz bi tudi imela lulčka, kdo je to meni odrezal. In zaradi tega samosmiljenja se ljudje ženskam smilijo. In moralno razsoja zaradi sočutja. Ampak to je navidezno moralno razsojanje in nima veze s pravim postkonvencionalnim moralnim razsojanjem. Ženska sicer ima tabu incesta, sam ženska si v kastracijski fazi, ko si želi očeta, ne, in reče, mami, jaz se bom z očem poročila, ti už pa stara pa grda, pa umrla boš. Jaz sem pa z očem poročila, ne. In pa spozna, da je oči od mamice, ne. In ponotranji tudi tabu incesta, ampak ne na kastracijske bojazni,
njej se ne bo nič odrezalo, tista lulika se ne bo zaščila, ne vem, nič se ji ne bo zgodilo, če si želi. Ali pa nekaj malega se ji bo zgodilo in ponotranji tabu incesta in si ne želi seksualno očeta, brata, ne vem, strica, sina svojega, si ne želi. Ampak ne na tak intenziv način, tako na tak grozljiv način, kot oče, torej kot moški, skozi kastracijsko bojazen. Ker tega kastracijske bojazni deklica ne premore. In nivo moralnega razsojanja žensk pride do konvencionalnega moralnega razsojanja, do te stopnje, ne pa postkonvencionalne moralne razsodnosti, ko bi kršila zakone. Če jih krši zakone, jih krši zato, ne ker je to moralno prav, ampak zato, ker tako zelo trpi, ker se skozi sočutje uživi, identificira se z neko situacijo, z nekom, ki je vpet v nek kontekst, ki ga ženska moralno razsoja. To je moj point tega mojega današnjega predavanja. In to, kar počne levica, to, kar počnejo ti umetniki, Jaša Janul, režiser, komu država daje denar, da lahko režira, tako Dejan Babovšek, v imenu resnice, skropocalo od filma. Film Preboj, partizanski film. Zgleden film, gledil, ampak zakaj drek mešamo s temi filmi? Zakaj jezimo tiste, ki mislijo, da so bili domobranci na pravi strani? Ker mi zdaj skupaj živimo s tistimi ta desnimi pa ta levimi. Zdaj smo še naslednjih 100 let kregali zaradi domobrancev pa partizanov. Mi moramo to zgodbo zaključiti. Nobenih spravnih stvari ne smemo početi, ker smo samo še bolj skregali. Ta razpot je, kaj že bo ta okrogla miza, pa mi smo samo še bolj skregani. Ta Božo Repe, ki ga jaz kot zgodovinar zelo cenim, on tudi roke ni dal možini, pa one Gajserjevi. Tudi roke jim ni dal. Rekel, ampak ta Božo Repe se je pa podpisal. Podpisal se je pod ta apel, da Ivan Gale dobi neko državno priznanje, ker je zblebetal, ker je žvižgač. On je preplašenec, ne pa žvižgač. Pa mislim, da je bil Repet tudi v teh intelektualcih 75, ki jih je bilo, ki se je zauzemalo, da Janša ne sestavi vlade. Janša je po protokolu prišel v situacijo, da sestavi vlado. In zdaj vsi tisti, ki ne vem, mu vrat zavil, morate dati glavo dol in se sprijazniti s tem, da imamo desno-sredinsko vlado, ker je to moralno prav, ker je to športno, ker je to po fair playu. Samo, ok, niste vsi športniki. Jaz mislim, da sem zdaj večino tega, kar sem nameraval povedati, povedal, zdaj pa sledijo vaše vprašanja, roke boste dvigli tam, jaz bom pa kliknil. Ne moramo vseh, nekaj je po Facebooku, tam mogoče mi replicirajte, nekaj je pa po Skypeu oziroma po tej Zoom konferenci. Imam zdaj 2 kameri. Ena pa druga. Ok, zdaj pa Zoom, roke dvigujte. Sicer smo pa tole za Facebook pa končali. Ne, bomo še Facebook pustili za diskusijo. Ok.